7. dan šmarnic. Ko zvemo, kaj se je zgodilo z darilom in kaj z nogometaši Barcelone. Peter se je v cerkvi pogovarjal z Jezusom, nato pa še s svojim zavetnikom apostolom Petrom, ki mu je pripovedoval o svojem srečanju z Jezusom. Pogovor se je zavlekel v pozno popoldne, tako da je Peter ostal še pri sveti maši. Župnik je bil res vesel, da je tako nepričakovano dobil pomočnika pri maši. Dostikrat je bil med tednom pred oltarjem kar sam. Peter pa je imel to srečo, da pri maši ni bilo njegovega očka, saj bi ga zadela kap. Očka namreč ne Petra. Peter bi si kvečjemu lahko zlomil vrat, saj je celo mašo nemirno pogledoval, zdaj Jezusa na križu, zdaj svetega Petra na podstavku. Čakal je, kdaj ga bo kateri od njiju pogledal ali mu pomežiknil, pa se ni nič zgodilo, prav leseno sta strmela predse. Peter pa je sukal glavo od njiju še k drugim kipom in slikam v cerkvi, če bi se kaj zganilo, tako da je še župnika zmotilo. Rekel pa ni nič, se je bal, da bi naslednjič ostal brez ministranta. Doma pa Lucija je bila še pri baletu. Mamica jo je šla ravno iskat in z očkom sta sama sedela pri večerji. Peter je z vilicami po krožniku lovil še zadnje kroglice graha, ko ga je očka nenadoma vprašal: "Kje pa si bil popoldne?" Peter je otrpnil. Bilo mu je malo nerodno, da bi očku povedal, da je bil v cerkvi. In ravno ko je že hotel reči, da je bil pri Mateju, Matej je Petrov najboljši prijatelj in večkrat se popoldne igrata skupaj, se je spomnil, kako se je svetemu Petru pohvalil, da ne laže. In je vseeno povedal po resnici: "V cerkvi." Očku so od začudenja vilice skoraj padle iz rok. "V cerkvi?" je presenečen ponovil. "Ja, kaj pa si delal tam?" "Saj mi ne boš verjel," si je mislil Peter, naglas pa je rekel: "Pogovarjal sem se." "S kom?" "Pa ravno danes sem moral obljubiti, da ne bom lagal," je spet šinila misel fantiču skozi glavo. Rekel pa je: "S svojim zavetnikom." "Svetim Petrom?" Zdaj je bil v nevarnosti, da pade po tleh kozarec, ki ga je očka ravno nesel k ustom. "Aha." Peter je vstal od mize in svoj krožnik pospravil v pomivalno korito. "In o čem sta se pogovarjala?" se je očka popraskal po svoji plešasti glavi. Peter se je zavedal, da bo očka resnico le težko prebavil. Da ne bi lagal, je rekel le: O Jezusu, pa saj veš, no." In že je bil skozi vrata. "Pravzaprav ne vem," je napol vprašal očka, a odgovora ni dobil. Slišal je samo še, kako so se odprla in zaprla vrata Petrove sobe. Peter se je usedel na posteljo. Ozrl se je naokrog. Na stenah njegove sobe so viseli plakati športnikov, pa risanih in filmskih junakov. Kar na lepem se je počutil strašno osamljenega. Potem pa se je hipoma domislil: "Sej res!" Planil je k omari in pobrskal po predalu. Iz njega je potegnil lesen križ z Jezusom. Za 5. rojstni dan mu ga je podaril njegov krstni boter in veliko lešnikovo čokolado. Čokolado je pojedel, križ pa je obležal v predalu. Na steni nad posteljo je visel velik plakat nogometašev Barcelone. Peter ga je previdno odlepil in položil na mizo. Jutri ga bo v šoli podaril Mateju, ampak križa pa ne bo mogel pritrditi kar z lepilnim trakom. "Očka! Kje imamo kladivo in žeblje?" Očka je v kuhinji pomival posodo.
V shrambi, desno, spodnja polica. Hvala. Zakaj pa potrebuješ kladivo? In žeblje? Nad posteljo bom obesil križ, ki mi ga je podaril Botrček. A tako, je rekel očka. Malo preveč je bilo za en večer. Sedel je za mizo in si z roko, ki je bila še mokra od pomivanja posode, šel preko pleše. Ozrl se je v bohkov kot nad mizo in medtem, ko je poslušal udarce kladiva iz otroške sobe, rekel križanemu: Zgodaj je začel hoditi za tabo. Dragi otroci, za zaključek današnje šmarnične pobožnosti skupaj zmolimo še sklepno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Peter je svojemu očetu vse povedal po resnici, da se je pogovarjal s svojim zavetnikom svetim Petrom, da so se pogovarjala o Jezusu. Čeprav mi je bilo o tem težko govoriti, toda ni se želel lagati. Jezus, prosim te, da tudi mi ne bi nikoli lagali in bi prijateljem navdušeno govorili o tebi. Prosim te, dragi Jezus, daj nam poguma. Naj nas pri tem spremlja presveta Devica Marija. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lahko noč.